Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes bo epizoda malce drugačna. Govorili bomo o obrestno-obrestnem računu oziroma nalaganju donosov. To je Einstein označil za najmočnejšo silo v vesolju, tisti, ki to razume, služi, tisti, ki pa ne, pa plačuje. Compounding oziroma obrestno-obrestni račun je tudi del bootcampa, investiranje za začetnike, ki ga pripravljamo tudi v marcu. Januarski termin je že za nami, bilo je full fajn, bilo je zelo veliko ljudi. Mislim, da so bili tudi kar dosti dobri odzivi na dogodek. Se pravi, 27. marca imamo novi bootcamp, ta je tudi že zapolnjen. In zaradi tega, ker je izredno veliko povpraševanja, potem smo se odločili, da organiziramo še v aprilu, in sicer 10. aprila. Več informacij o bootcampu imate v povezavi v opisu epizode. Zdaj, na tej delavnici jaz sem povabila tudi Andraža Grahka, da se nam je pridružil v drugem delu te delavnice in bo tudi prisoten na marčevskem in aprilskem terminu, predvsem v delu Q&A. Andraž je danes tudi gost podcasta MoneyHow. Zdravo, Andraž. Živijo. Skratka, bil si na našem tem bootcampu, ljudje so spraševali tudi vezano na obrestno-obrestni račun, o tem, kar bova danes govorila, pa se mi je zdelo mogoče fino, da se naredi ena epizoda, tako da se to znanje deli tudi med druge poslušalce. Andraž, ti si pa tudi boš gost MoneyHow Live dogodka, to je naš tradicionalni dogodek, ki se bo letos zgodil 22. maja v Kristalni palači. Naslov dogodku smo dali investicijski šov leta. Trump nam je kar precej zanimiv šov že pripravil in zakaj ga ne bi imeli tudi mi. Skratka, v sklopu tega našega šova sva tudi midva umestila eno tvoje predavanje in sicer pregled finančnih trgov in primeri portfeljev naložb. Zakaj smo to dodali? Lansko leto jaz vsakič po dogodkih pošljem anketno vprašanje, ljudje odgovorijo in bilo je nekaj vprašanj oziroma želja, da bi naredili tudi eno tako predavanje, kjer bi se predstavili različni primeri portfeljev, pa en tak hiter pregled trgov. Tako da želim vam povedati to, da jaz zelo upoštevam vaše komentarje, želje, sploh tiste, ki v bistvu prinašajo neko dodano vrednost, ker se mi zdi zelo pomembno, da poslušamo naše poslušalce in gledalce, kaj v bistvu si tudi oni sami želijo. Zakaj danes delava pravzaprav z Andražem to epizodo? Med drugim je tudi to, da sem bila gostja na enem podcastu, in sicer podcast Brez filtra, ker sem tudi predstavila ta izračun, kaj nastane iz 25 evrov. Predtem sem bila tudi gostja pri Denisu Avdiću, ker sem predstavila, kako lahko pridemo do prvega milijona. Vse to je bilo v bistvu obrestno-obrestni izračun. Zanimivi so bili pa potem odzivi na te izračune, na ta kratek klip, kjer je bil ta izračun predstavljen. Komentarjev je res ogromno in niso vsi lepi in prijazni, bom tako rekla. Andraž, a greva poslušati, kaj so povedali, kaj sem povedala in kaj so potem, kako so komentirali gledalci podcasta Brez filtra. Upam, da mi ne bosta fanta zamerila, ko bom zdaj uporabila njuno vsebino, ampak samo to, da veste, to je bil podcast Brez filtra in dala bom samo en klip, in sicer iz njihovega Instagrama. Če investiraš vsak mesec 25 evrov, 40 let, pri 20 letih, se pravi do 60. leta, boš ob 9% donosnosti naredil 150 tisoč. Ampak ti teh 25 evrov ne občutiš. Ti sploh veš, da si karkoli naredil z tega, ne? Oziroma da si investiral. A si slišal, Andraž? Sem, ja. Si.
Vse v bistvu v komentarju je bilo kar precej, pa mislim, da so bili kar večinoma zanimivi komentarji. A si zato, da sam na hitrco mal greva čez te komentarje. Komentarji pri Denis Avdiću šovu, ki sem bila, tam je bilo pa res ogromno komentarjev, ampak to bomo pa daj drugič, ampak vse so si precej podobni. No? V glavnem, vedno je odziv na tak izračun tako, no, bom rekla, kakšne neumnosti kvasiš, ne. Recimo, prvi komentar, inflacija je iluzija, do takrat bomo verjetno lahko za 150 tisočakov kupili tiguana. A ne? Potem, ajoj, čez 40 let bo tole ravno za en Olimpija burek. Jaz dobim sicer cifro 107 tisočakov, 150 tisočakov dobim čez raven še za začeten vložek 1000 evrov, ampak poanta ni v točnosti cifre, ampak koliko je važen čas pri obrestnem izračunu. To so kar zelo v redu komentarje, se strinjaš? Ja, se strinjam, zelo v redu so komentarji. Nimam pojma, kaj govori. To je pa najbolj pogosto. Pa še par zelo brutalnih komentarjev je potem v nadaljevanju, do katerih bova tudi prišla. No? Se pravi, a lahko samo mogoče poveš, kaj si ti misliš o recimo teh prvih 3 komentarjih, ki smo jih omenili? Prvo združimo enega, zato da ne bom vsakega posebej komentiral, pač vsak ima neko svoje iluzije okrog iluzijo inflacije in zdaj statistike uradno merijo, pa vsak misli, da boljš ve, no. Tako se mi zdi, ne? Tako da ta prva komentarja gresta v to smer, kako velika bo inflacija, se je to nam več vredno, zakaj sploh karkoli se matra. Mal v tem smislu sta, no, se mi zdi. Mogoče tukaj, mislim, da moraš ti eno opombo dati, ker se je malo izgubila tukaj v samem podcastu, zato ker pač poznam vsebino Moneyhaba. Ta številka 25 evrov in ta izračun, ki je narejen, je tukaj narejen na predpostavki, da se tudi sam znesek indeksira, torej se povečuje za 3% na letni ravni. Zato tudi zadnji komentar, ki je bil izračun, se seveda številka ni šla, ker v teh izračunih, ki smo jih mi skupaj delali s tabo, se je zgodilo to, da se je pač seveda ta znesek tudi povečoval v 40 letih in zaradi tega prideš pač do zneska, ki je višji, torej je naraščujoča anuiteta in tudi formula za to. Matematika ima super formule, samo tipkaš noter v Google, pa sicer so malo dolge, ampak se da to pol izračunati, tudi če se malo pomatraš. No? Tako da v bistvu zato pride ta znesek, konkretno ob donosnosti je 9,3 je bila. Daj samo malo počakaj, bova to potem v nadaljevanju pogledala te zgodovinske donose na daljši, krajši, ne vem kakšen rok. Zdi se mi, kakor si ti zdaj izpostavil, pomembno, da se pove, da so te zneski še enkrat korigirani z inflacijo, se pravi, gre za neke realne zneske in na koncu tudi realni nek ta znesek. Tako da to, kar tlele prav za 150 tisočakov, da se bomo čez 40 let lahko privoščili ravno en burek za ta denar, to ni čisto resno, zaradi tega, ker realno ohranjamo vrednost denarja, plus dodajamo donose. A je tako? Ja, torej pri samih izračunih, ki si jih ti predstavlja, se znesek povečuje za 3% in s tem v bistvu nekako upoštevamo, da ne bi bila povprečna inflacija 3%, v zgodovini je bila sicer malo nižja v povprečju, iskreno povedano v 100 letih. V 100 letih smo izračunali, da je bila 2% inflacija, konec koncev je pa tudi cilj centralnih bank, da držijo inflacijo na 2%, ne? Praviloma se ena stvar dogaja vedno, ko imamo za sabo obdobje povišene inflacije, imajo ljudje zmer naivna pričakovanja, da bo vedno ostala visoka in obratno, ko jih imamo nekomu nizko obdobje, pač enostavno jih inflacija ne zanima. In za zadnjih 15 let smo šli od obdobja zelo nizke inflacije, skoraj nič, do pač obdobja, ko je bila ta povečana in nas je spomnila, kako izgleda inflacija spet zadnjih, rečemo, 5 let. Kaj se mi je zdaj zanimivo? Vsakič znova pri tem izračunu, da so ljudje postali pravi eksperti za inflacijo in kakšen vpliv ima na v bistvu realno vrednost denarja. Potem pa, ko pogledamo, kaj ljudje dejansko počnejo v praksi s svojim denarjem, ga pa puščajo na banki, ker res izgublja
na vrednosti. Tudi te izračune smo že večkrat pokazali, kaj nastane iz 10.000 v 40 letih, kakšna je realna kupna moč, koliko se dobesedno prepolovi v 40 letih zaradi vpliva inflacije. Ampak ljudje recimo pri takšnih izračunih reagirajo zelo tako emocionalno, ja, ko pa inflacija, na drugi strani ga pa vprašaš, kaj pa sicer počneš s svojim denarjem pa ti povedo, da ga kopičijo na banki, ker pa dejansko realno izgublja na vrednosti. Ja, lahko rečemo, da imamo teoretično pismenost pa funkcionalno pismenost. Ne? Teoretično vse vemo, funkcionalno pa se nič ne podrže ali pa naredi, ali pa zelo malo, ali pa ravno nasprotno, no? Kot bi sicer samemu sebi svetovali. Skregani smo sami s sabo. Skratka, pod črto tukaj pravi nekdo, da nimam pojma, kaj govorim, in to je tudi pogosto komentar. Sicer fino bi bilo, da bi mogoče argumentirali, kaj recimo ni v redu, ko človek nekaj pove. No. Zato da, zdaj ta sam komentar se mi zdi, da pač ne vem, kdo tukaj zanima pojma, kaj govori ali pa piše. Ti, Andraž, a greva mogoče zdaj na to povprečno 9% donosnost? To je tudi eno tako jabolko spora konstantno. Kakšne neumnosti govoriš, kakšna 9% donosnost, odkje je ta podatek, kje to sploh lahko ustvariš, kje to lahko, Andraž, naredimo, 9% donosnost? Zelo enostavno, pač na ameriškem delniškem trgu, če pogledamo največji indeks, ki ga vedno vsi sledimo in o njem se vsak dan govori in pač ljudje kupujejo ETF-e na ta indeks, z nakupom ETF-a na ta indeks lahko zajamemo praktično celotno donosnost, zato ker je to ameriški inštrument in pač tudi dividende čiste dobi, se ti vsi reinvestirajo in recimo eden izmed kredibilnih virov za pretekle zgodovinske donosnosti je spletna stran Roberta Shillerja, profesorja v bistvu ameriškega, ki je objavil več knjig na temo finančnih trgov in on ima tam zelo dolgo zgodovinsko serijo, na njegovi spletni strani bomo dali link tudi v epizodi in tam imate med drugim tudi cenovni indeks S&P in tudi v bistvu celotno donosnost, ima izračunano pa celo realno vrednost, vse žive podatki za nazaj so tam večkratniki dobička za več kot 100 let nazaj. Taka uporabna baza podatkov je za neke, ko bi rekel, bazične izračune, bi rekel. No in tam, če nekako vzamemo celotno zgodovinsko serijo, pridemo tam do neke številke 9,3% in iz tam izhaja ta številka. No, zelo enostavno. Zdaj, je pa kle ogromno ugotovitev v zadnjih letih, kjer se nakazuje, da po vojni donosnosti povprečne so bile pa opazno više kot teh 9%. Zdaj lahko greva pa tudi to pol naprej še malo. Se tlele v bistvu, mogoče pa res lahko, zdaj sva pogledala preteklih, ne vem kaj, 100 let, je bila 9,3% donosnost z vključenimi dividendami, a ne? A pa lahko mogoče vsem pogledava še krajše časovno obdobje, ki je bilo pa vsem bolj donosno, kot si sam rekel. Recimo, ne vem, za v zadnjih 10 let, recimo, ker mislim, da večina ljudi nekako je stopila na trg pred 10 leti, zdaj pred 15 leti, ko smo imeli finančno-gospodarsko krizo, marsikdo ni investiral, tudi ni bilo na voljo vseh teh orodij, ki jih imamo danes, ki nam olajšajo investiranje. Tudi ni bilo možnost kupiti frakcije delnice, ali pa lepo iz naslanjača odpreti trgovalni račun na ne vem koliko platform in ne vem, trgovati in investirati z manjšimi zneski. Danes je to možno, ampak dajva pogledati recimo zadnjih 10 let, kakšna je bila povprečna donosnost z vključenimi dividendami. Zdaj, na podlagi te serije, zdaj gledamo konec stanja 2024, december 2024, ker so tam mesečni podatki, no, zaradi tega nisem še januarja potegnil, ampak to nima veze zdaj na 10 let, torej 10 let do konca decembra 2024 je bila celotna donosnost 13,32%. Recimo, torej, če primerjamo S&P 500, če jo primerjamo z tem zgodovinskim povprečjem, je bila praktično 4 odstotne točke višja. Ti nimaš za Nasdaq, ne?
Jaz sem šla pa gledati tudi za Nasdaq, prav za zadnjih 10 let, vključeno dividende, jaz sem še preračunala v evrih, Nasdaq 100 z vključenimi dividendami in preračunano v evrih 19,4% v zadnjih 10 letih. S&P tudi preračunano v evrih 14%, DAX, ki je prav nedavno prebil magično mejo psihološko 22.000 točk, 10% donosnost v zadnjih 10 letih, Eurostoxx 608% donosnost. 19% bil pa Nasdaq, ne, se pravi, če si stavil na te tehnološke delnice, si kar lepo ustvaril, no? Jaz sem naredil celotno porazdelitev 10% donosnosti, torej če bi vsak mesec v zgodovini gledali zmer, koliko je nastalo, če smo 10 let nazaj investirali. Torej, zmer gledaš 10-letno obdobje in greš časovno potovanje in napoveduješ za naprej. Recimo, te donosnosti 10-letne, drseče se jim reče, so se povzpele, tako kot si ti rekla, tudi za splošen trg v določenih točkah, ki je zelo rastel, tudi blizu 20% za S&P. So bila obdobja, ne vem, vam lahko povem, recimo, da jim primer, da vzamemo leta 59 ste stali in gledali nazaj in ste 20% na leto naredili, ne? Investirali ste pa po vojni, recimo, S&P. Pol zelo blizu se je prišlo leta 2000, 18,94 10-letna naložba, torej za 10 let ste dali leta 1990 v S&P in 10 let ste držali in z dividendom ste jih skoraj 18 naredili. Prepričan sem, da je takrat Nasdaq naredil konkretno čez 20, čez plusa. So bilo pa seveda tudi obdobja, to zaradi tega ljudi straha, pa sam, da ne pomota, to je v povprečju na leto govorimo, ne v celoti. Torej v povprečju vsako leto 20%, to so izjemne številke. So bila pa tudi obdobja mogoče, zdaj kolikokrat smo bili v 10 let pod nulo, recimo, to je mogoče ljudi strah, da bi izgubili denar na nek način, kakšna je verjetnost, da boš izgubil denar. V bistvu bom tako rekel, najslabše realizirane donosnosti 10-letne v zgodovini, vključujoč dividende, so bile minus 3,5% na leto. To si, če si 2000 investiral in 99 in 2009 ugotavljal, koliko zaslužil, si na let 3% pa pol zgubil, torej si bil dol, ampak nisi vsega zgubil, ta mit, vse zgubiš, to je kockanje, to ne obstaja. Nekoliko globlje pa še ta izguba v veliki depresiji leta, če si štel svoje ovce leta 1939, po res 10 letih groze, je bilo pa 4% na leto minus. Ampak to sta tudi dva edina ekstrema, taka, da bi zdaj rekel, res ekstrema v 200-letni zgodovini. V nasprotju s tem imate v plus bistveno obdobja, kar seže tudi blizu 20% na let. Ok, zdaj pa ta drug del te izjave od Jerneja je pa tudi ful v redu, ker pač omenja inflacijo. Kot sva že večkrat danes izpostavila, inflacija, koliko investiramo na dolgi rok, je pomembno, da jo upoštevamo, moramo iskati naložbe, s katerimi bomo vsaj dohiteli ali pa vsaj realno ohranjali vrednost našega denarja. Ampak seveda ambicije vseh nas so takšne, da želimo ustvariti več od inflacije. Zdaj, jaz sem tudi pogledala, kakšna je bila v bistvu povprečna letna inflacija v zadnjem 10-letnem obdobju, čeprav smo imeli en mal večji skok leta 2020, zaradi korone pa vojne je bila tam vsaj do 10% povzpela, ampak če gledamo 10-letno povprečje, je bila letna inflacija v ZDA 3,2% na leto, evroobmočje 1,9% in Slovenija 2,4%. Se pravi, se mi zdi, da se kar nekako držijo centralne banke blizu tega svojega cilja 2%.
Tukaj inflacija včasih uide izpod nadzora zaradi nekih strukturnih šokov, ki se dogajajo, in jaz bi rekel, da se v zgodovini predvsem to dogajalo. Ne. Tam v 80-ih letih so bili ti ponudbeni šoki pri nafti, naftni šoki, take stvari, zelo podoben v resnici na nek način, kot je bilo zdaj, ker je bila pač ta ponudbena stran pod pritiskom in so bile bolj redke mogoče določene dobrine, oziroma je ta postkoronski krč povzročil to redkost, ne. In tukaj je inflacija ven udarila, takih. Zdaj, tukaj je odvisno, koliko hitro se monetarne oblasti odzovejo, pa koliko res globok je ta ponudbeni šok. In zdaj po-koronski bil hitreje odpravljen stran, tudi odzvala se v končni fazi monetarna oblast in ni bilo potrebno še enega kroga zviševanja obrestnih mer usiliti. Medtem ko, bom tako rekel, v 80-ih letih se je pa to dogajalo in so obrestne mere tudi šle konkretno čez 10% česa. In takrat je še najbolj biti v obveznicah noter, če ti prenašajo 10 tudi do 20%, se mislim, da a greva biti aktualna, no? Ker ravno danes, se pravi, danes je sreda 12. ura je 17:50, inflacija, podatek v Ameriki je bil objavljen o inflaciji in sicer je rahlo povišana, kar je v bistvu presenetila analitike, pričakovali so, da bojo vse nekako obrzdali to inflacijo. Seveda takoj se je oglasil tudi Donald Trump, ki je v bistvu okrivil za to povišano inflacijo Bidna in hkrati od Pavla, šefa Feda, zahteval, da reže navkljub povišani inflaciji obrestne mere. Zdaj, seveda, borzni trgi so se takoj odzvali, takoj, ko je bila novica objavljena, smo videli v trgovanju pred odprtjem borze, so bile v bistvu tečajnice rdeče obarvane, zahtevane donosnosti na državne obveznice so poskočile, skratka, takoj je bila reakcija na trgu. Ja, seveda, zato ker pač tukaj mislim, da je igra, pa ime igre tega leta, the name of the game je, koliko hitro se bojo spuščale obrestne mere. In zdaj smo šli od začetka leta od nekaj spustov, že skoraj praktično na nič mogoče, če bo inflacija taka, ali pa da bi ostale bolj ali manj tukaj, ker so še zlasti zaradi nepredvidljivih Trumpovih eksperimentov ekonomskih, kjer nihče čisto točno ne ve, kakšni bodo učinki. Zdaj, vseeno neto se nekako pričakuje, da bi imeli stimulativni učinek na ameriško gospodarstvo, kar pomeni, da ne bi to podpirali na nek način. Torej, Trumpova politika, neko gospodarsko rast proinflacijska ne bi bila, tako da v tem kontekstu bo Fed bolj previdna in pač zaradi tega ne želi tako hitro rahljati past, ne glede na to, kaj jim pač Trump tam očita ali pa govori ali pa kaj bi si on želel. Ja, se to bo kar zanimivo opazovati zdaj, očitno bo prišlo tudi do nekih napetosti med Pavlom pa med Trumpom. Je pa treba poudariti, da mogoče tudi trg je kar lepo performal, skozi januar ali pa generalno sploh neki segmenti, taki malo bolj dinamični, tako da tukaj se tudi delno dobički že vnovčujejo, jaz rekel, mali spravidnosti tudi. Drugače smo imeli pa zdaj kar zelo razburkano, saj smo imeli tudi epizode na to temo, pač ta tehnološki sektor je tukaj v bistvu najbolj, bom rekla, najbolj nekako začutil bolečino dogajanja na trgu, tudi DeepSeek je prišel, v glavnem veliko stvari se je dogajalo in zato je bilo tudi kar precej razburkano in pač povišana volatilnost je bila. A gremo midva nazaj na ta najin obrestni račun. Zdaj, tudi to je zelo dober point od Jerneja in tudi to dostikrat slišam, povprečna donosnost 9% za naslednjih 40 let je nerealna, razen če bi bila enormna inflacija, a potem to ne bi bil realni, ampak nominalni donos. Kaj ti praviš, Andraž? Mislim, se ne moramo vedeti, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Po te podatki, ki jih mi analiziramo, so v bistvu podatki, so statistike, ki se pravi, so se zgodili, to so dogodki, zgodovina je to, tako da je pa tudi pravilo na borzi, da pač pretekli donosi ne pomenijo garancije, da se bodo zgodili tudi v prihodnje. Ja, jaz bom odgovoril za številko, samo sekundo, da ker se moram predstaviti res globoko na dno mojega Excelove razpredelence, ki je pač 40 let. Številka je zadnjih 40 let v povprečju 11,82%. Je bila? Ja. A res? Wow. Ja.
Se pravi, ampak dobro, to je zdaj pretekla donosnost, To, 11%. v 40 letih, če bi 40 let. A to sva rekla, da je realno, se pravi, z povečevanjem, 3% povečevanjem. Ne. To je realizirana donosnost indeksa S&P 500. Toliko je S&P 500 z dividendam, če si kupil ETF, pustimo, da niso obstajali 40 let, mogoče bil kakšen indeksni sklad, tisti od Vanguarda, ki je sledil indeksu, če si vplačal v ta sklad in je sledil indeksu, si ustvaril 11,82% donosnost. Zadnjih 40 let je bila taka realizirana. Mogoče še ena zanimivost, kar sem jo ugotovil, ki je res izjemno pomembna in ima velike implikacije, pa to se zdaj tako smešno sliši, ampak ljudje res zelo malo to zgodovino gledajo. Zlasti sta razvidne dve stvari. Zelo različne realizirane donosnosti na obdobje 40 let, ker spet smo zdaj v 40 let in to vlekel vse mesece v zgodovino. Torej, človeka, ki je 40 let držal naložbo, kakšni so bili izidi, kaj je se pokazalo. Rečemo, v predvojnem obdobju so se donosi gibali nekje med 5 in 10 maksimalno na 40 let. V povojnem obdobju, ob odpravi zlatega standarda in tega novega monetarnega fiat sistema, so se pa te donosi prestavili v popolnoma višjo ligo. Tudi gospodarstvo je hitreje raslo po vojni, spremenilo je drug tip tržnega kapitalističnega gospodarstva imamo v resnici in te donosnosti so se pa potem gibale v tem obdobju med dejansko 8 in pa vse do 13% na leto na 40 let. Torej, če gledamo samo povojno obdobje, torej modernejšo zgodovino, dajmo reči zadnjih skoraj 100 let, v bistvu je 100 let praktično, so bili te donosnosti više, kot če bi, ker vlečemo tisti rep pred drugo svetovno vojno. Če bi tistega odrezali stran, pa rekli, tako kot zadnjih 100 let bo, bi bili donosnosti blizu, se pravimo, 12%. Ok, to je zdaj preteklost. Tukaj pa komentar na prihodnost. Pa mogoče ena stvar, 9 je bilo skoraj na najnižjem razponu. Prihodnost, Andraž, prihodnost. Iz porazdelitve, kako statistiki napovedujejo prihodnost? Pogledajo porazdelitev statistične populacije, gledajo ekstreme, računajo povprečja, standardne odklone od tega povprečja in ravno kar govorim, da če hočem na 40 let, je recimo zadnjih 100 let neka realizirana donosnost pod 9%, je na ravni več kot 2 standardnih odklonov v minus. Torej je zelo pod povprečna. Povprečje bi bil tam, kjer sem približno rekel, ali pa okrog 11, rečem. Se pravi, torej povprečna donosnost, to, kar tlele piše, 9% je nerealno, se pravi, ti praviš, da bi potencialno bila lahko celo višja. Številke negirajo to, da v povojni zgodovini so bile dejansko realizirane donosnosti na obdobja 40 let, drseča obdobja so bila skoraj sigurno na 10%, torej na 9 bi morali biti. Če zelo dolgo, tam imamo 40-letni izračun, zato to, kar razlagam, ta 40%, da je to nerealno. Ni res, da je to nerealno, pač celo bom tako rekel, manjša nihanja v realizirani donosnosti so, ko obdobje podaljšamo. Bom dal primer, če na 10 let vlagamo, gre zelo od plus 20 do tudi minus 5% na let, smo videli lahko. Če pa dam to na 40-letno obdobje, ni nobenih negativnih točk, nobenih v zgodovini. Na 40 let ni bilo nobenega minusa na borzi. Najnižji donos, če hočete realizirani, je bil 5% na leto, pa še to je bilo tam, ki je bila ona velika depresija, najslabši možen izstop iz borze. Potem so se pa te spodnje donosnost na raven se skoraj na 9% premaknili na zadnjih 40 let, medtem ko navzgor, rečemo, se pa ta porazdelitev potem tam nekje do 12-13% so te ekstremi. Torej, več kot 10 na 40 let je skoraj bilo za večino vlagateljev se jo realiziralo. Več kot večina. Se pravi, to zdaj kažejo številke. Ok, a greva naprej. Jaz sem tako investiral 25 let in zdaj bom dobil 6000, kjer denar. Takrat se je pa slišalo ful in je tudi 20 evrov bilo kdaj težko dati v teh 25 letih. Zdaj spet vprašanje, v katerem produktu je imel pač ta denar, a imaš mogoče za izračun za 25-letno obdobje? Moral bi ga zelo on the fly narediti, samo sekundo, bom probal to narediti. Torej imamo
Torej, najprej imamo mesečni znesek, kaj 25 evrov. Tle piše 20 evrov, je bilo včasih težko dati. A pa 20 dava. 20, 25 let. Ja, sej. 20 dava, pa dajmo 25 let. Ok, zdaj nas pa zanima povprečna donosnost. Kaj, 9,3 smo imeli, 9, koliko zanemo? Ja, sej preseneča me, ok, 9,3 smo imeli, ja. Ja, na 25 let 20 evrov znesek, povečala sva ga za teh 3% vsako leto, pridemo pri 9%, recimo pridemo na 27,544 evrov. Okay. Zdaj pa ta gospod piše tukaj, da je dobil pa 6 jurjev van. Se pravi, tukaj pa verjetno so bili pomembni in ključni stroški, ki jih je plačeval za ta produkt. On je dobil 6 jurjev ven, torej je bila donosnost, če smo imeli mi 27, on pa 6, približno 4-krat nižja. Ne? Je res. Ja, ampak zakaj je prišlo do tega? Se pravi, probam se sploh spraševati, kje je imel sploh to. Ja, se zato. Pomembno je, kje je imel, kakšni so bili stroški, tako da vse te stvari so pomembne. Stroški zelo odškrtnejo velik del zaslužka, tako da je biti zelo pozoren na stroške. To mislim, da praktično konstantno opozarjamo. Zadnjič me celo en kregal, ne vem kje, na YouTubeu ali na TikToku, pa daj nehaj težiti s temi stroški. Ne bom nehala težiti, težila bom zaradi tega, ker je to zelo pomembno in to dejansko vpliva na končne rezultate. Vsak procent. Bom jaz probal ujeti ta njegov donos, sam sekundami, daj. On dejansko, zdaj sem tako, znesek sem mogel zmanjšati, da ne raste, ker očitno ni rastel, tisto ne gre. Skozi je bilo 20 evrov, torej najnižji znesek sem dal 20 evrov, donosnost sem zdaj na 2%, čas investirala let 25 in v bistvu mi pride ven 7,757 evrov. Torej on je manj kot 2% donosnost realiziral dejansko, ne. Zdaj ne vem, bom probal to, koliko je rekel, 6,000 neki, no. 6,000 je dobil, zdaj bom dobil 6,000. 6,000, ja, pa bi pa rekel, da je mu probati 1,5%. Se pravi, v bistvu naredil manj, kot je bila inflacija. Ne pride čez, da mu probam 1. Ok. Ja, pri 1% donosnosti je to 6,800 evrov. Torej, vse samo neki stroški požrl, karkoli je pač že imel, no, taj mu zajamčen sklad ali ne vem. Pri takih stvarih se je v preteklosti dosti dogajalo zaradi vstopnih stroškov. Jaz bi, ne vem, treba pogledati celo produkt. Ne. Ja, točno to, ampak dobro si izračunal, 1% donosnost v 25 letih, tako da, ok. A greva naprej in kje imajo teh 9%? To je tudi eno zelo pogosto vprašanje, ki ga dobim. To smo sicer že povedali, to si rekel, da so razni te ETF-i, ki so vezani na indekse, recimo na S&P 500. Zdaj smo ugotovili, da v 40 letih je bil ta donosnost, letna donosnost je bila koliko 11%, a ne? Skoraj več, 15. Tako da na borzi 9% lahko ustvarimo na borzi, a ne, Andraž? Ja, pa se kupimo ETF, to je pa to, na S&P 500, to so te številke. Ne? Kakšni so še nezadovoljni s tem ETF-om, pravijo brez veze, ampak še enkrat, 40 let zadnjih 11,8%, nisem si izmislil številke kle. Ja, a gremo, jaz sem drugače tako, no, če upam, da vam je ok, da gremo čez te komentarje, zdi se mi, ful so v redu komentarji, no, tako da ful hvala, no, vsem, da ste komentirali pod ta klip, no, ampak se mi zdi, da je tukaj nek added value tudi za vse ostale, ki pač poslušajo in gledajo, upam, da ne zamerite, no. Tole je dober komentar. Kdo ti bo garantiral 9% čez 40 let? Ampak mi vsi vemo, da na borzi ni nobenih garancij, tako da nihče ti ne bo garantiral teh 9%, tudi rekli smo, pretekli donosi, ni garancije, da se bodo dogajali v takšnem obsegu tudi v prihodnosti. Tako da ni garancij. Jaka, ni jih. Ja, mislim, ni garancij za delniške donose. Obstajajo pa netvegani donosi, tako imenovani. To pomeni obveznice
največjih držav, ne, in lahko bi rekel, da na nek način ameriška država garantira, da bo na 30 let izplačala 5%, da sem malo zaokrožil. To je pa tudi mogoče neka pomembna, ko bi rekel, informacija, zaradi tega više so te dolgoročne obrestne mere, bolj se mora borza odrezati ali pa mora biti dovolj atraktivna v prihodnosti. Tako da tukaj tudi kakšen, ki jamra pa reče, ne da se, bi lahko rekel, ja, ne vem, tam imaš obveznico, 4% je v evrih, 5% je v dolarjih, ne vem, če misliš, da je inflacija nižja, prav, če misliš, da je enaka, boš vsaj inflacijsko, ko bi rekel, tveganje se zaščitil. To, da imaš pa vse na banki pri nič pogledni vlogi, je pa najbolj neumen, po domač povedano. Drugače obstajajo tudi neki garantirani produkti, ampak ko slišite besedo garantiran produkt, se za to garancijo tudi plača. Tako da to je še en potem strošek, ki vam znižuje potencialni. Meni so fascinantne te zgodbe. Zajamčeno je do 100,000 evrov. In strani itak na koncu držav evroobmočja, da se tako izrazim. Vse solidarno, če smo čisto iskreni, tako vsebinsko gledam. In če da človeku dajmo reči, ne vem, obveznica nemške države za 4, bo rajšel na banko in imel nič, ker je zajamčen do 100,000 evrov, kot da vzame to. Ne, to ti ne razumeš. Seveda ne razumem. Ja, veš zakaj, ker na banka nam je bližje, banko razumemo, medtem ko obveznica je pa že malo bolj tak sofisticiran finančni inštrument. Jaz bi si trdil reči, da mi mislimo, da banko bolj razumemo, kot pa državo, ki nam je dolžna, recimo, iskreno povedano. Zato, ker banke so tudi tako zakomplicirane inštitucije, če bi hotel nekdo v celoti jih razumeti, še unik tam delajo, jih čisto ne razumejo. Tudi ta komentar Matt left the chat, tudi to dosti, matematika ji ne gre najbolje, to konstantno se pojavlja, ko se predstavljajo te izračuni. Pač ja, to je matematika, obrestni račun je matematika. Slišim, da se zdaj že otroci v srednji šoli učijo o obrestnem računu, ampak samo kaj to matematično pomeni, ne vedo, ni pa predstavljeno, kaj to pomeni lahko v življenju. Zato jaz dostikrat poenostavim obrestni račun na način, da pač predstavim kot učinek snežne kepe, se pravi, dalj časa, ko kepo kotališ po sveže zapadlem snegu, večja bo kepa, ker se donosi lepijo na donose. Se pravi, dalj časa kotališ, večja je kepa. Nekako za lažjo predstavo, vsi pa smo že kdaj snežaka delali. In obrestni račun je po domače povedano kotaljenje kepe po sveže zapadlem snegu. A je tako, Andraž? Ja. Tako, ali pa nanašanje nekih novih slojev na predhodno osnovo in pol to raste, ka neko tiskanje, če se predstavljate, zdaj, ko imamo te 3D tiskanja, zato da nekaj nastane, je treba več slojev nanesti in to compoundaš na nek način. To si dobro povedal. Tole je tudi zanimivo, ta izračun. 25 krat 12 je 300, krat 40 je 12,000. Tukaj pozabil upoštevati letne donose, letno donosnost. Tukaj smo mi rekli 9%. To je bila razlika, pa tukaj je res močen učinek tudi te indeksacije. To, da 3% znesek 40 let povečuješ, se ti znesek kar lepo poveča. Torej, ti si vgradila inflacijsko zaščito v svoj izračun. Mogoče je to malo zgubil, ko bi rekel, v samem podcastu pa ni bilo čisto jasen in pa so eni malo v temi tavali, odkje tako visoka številka. Tako da, ampak ja, ta indeksacija povzroči. Tukaj vidimo, da je res moč v majhnih številkah. Torej, koliko je 3% dejansko od zneska 20 evrov? To je brezvezno rečeno. Pa reče, povečaj vsak let za 3%. Torej, 1% je 20 centov, 60 centov, samo da ne bomo zdaj misteriozno se šli. Torej, 20 začneš, naslednje leti 20 in 60 centov, pa si zaščitil znesek pred inflacijo. In tako naprej, in tako naprej. Zdaj tukaj spet. To ima izjemno močen učinek.
Ja. Zdaj tukaj spet se pojavlja še ena garancija, da mi garancijo Banke Slovenije, pa ti jutri prinesem 12 tisočakov, čez 40 let pa boš ti meni 150 tisočakov. Ne vem, odkje ta garancija pa želja po garancijah, ker se jih nihče ne omenjal, nihče ni rekel, toliko boste siguran dobili. Ne? Tukaj lahko večem govorimo, da z neko verjetnostjo se to lahko zgodi. Zdaj na dolgi rok smo videli, daljše obdobje držanja, večja je verjetnost, da bo izid pozitiven in da bo ta številka bliže ali više kot 9. Ni pa garancija, lahko bo 5%, recimo, obstaja neka določena verjetnost. Ne? To je ta razlika. Če hoče garancijo, naj ne hodi na Banko Slovenijo, ne gre na državno zakladnico, pa bomo jo dali na 9,4. Pa je to, zdaj pa take it or leave it. Ja. Tlele spet dosti podobni komentarji, da to gre v teoriji, v praksi pa pozabi teh 9%, vsaj ne za 40 let, ampak maksimalno med 3 in 5%. Recimo, to je neumnost, bom jaz odgovoril nazaj, to pač je brez veze. To je pač nekdo, ki je pod vplivom nekih slabih investicijskih odločitev in jaz rekel, doskrat so to ljudje, ki komentirajo, ki so iskreno povem zašli, kar se tiče investiranja. Ker zmer se išče izven indeksa spet neke vroče stave, neke kokoši, ki nosijo zlata jajca in na koncu je izid, da ti ustvariš nižjo donosnost, kot je ta od povprečja, ali pa končaš v enem produktu, ki je toliko obtežen s stroški, da boš to nižjo donosnost dejansko realiziral. Zdaj, zanimivo mi je, ker se toliko kregajo okrog te realizirane donosnosti, ali pa predpostavljene sploh, tudi realizirane v končni fazi. Mi se tukaj z zgodovino kregamo, to mi je sploh fascinantno. Na nek način. Ni bila taka zgodovina, ne vem, ljudje skozi spreminjajo zgodovino, ampak pustimo to, bolj je tukaj pomemben, a je kdo izpostavil, ne vem, stroške, koliko ti odžre lahko slab produkt, koliko odstotnih točk ti požre lahko slab produkt, ne vem, drag produkt. Vsi se nad inflacijo kregajo, ki je 3%, pa gre pa produkte, ki jim 3 do 4% na let požrejo. In to, dok si rekel keks, bi rekli vsi. Ja. A greva kar počasi mogoče še malo naprej. Marja, edin denar, ki šteje tisti, ki ga zapraviš. Ja. Na koncu je to tudi res, na koncu, bom tako rekel, varčevanje je odložena poraba, tako da to je res. Zdaj, vprašanje je sam, če si pridno varčeval, koliko ga v šloh zapravil. To je mogoče razlika. Skratka, tlele imaš, kaj boš tem denarjem pri 60-ih v grob nesel? Ja. V grob zihar ne, ampak definitivno bo prav prišel, ker bo treba plačati vse zdravstvene stroške, oskrbe v domu, a veste, koliko stane oskrbnina v domu, a nasploh, če imaš kakšno resno bolezen ali pa karkoli. Potem verjetno je treba pomagati otroku pri nakupu stanovanja, tako da ti bo tudi ta denar prav prišel, a ne. Mogoče bi pa šel lahko pri 60 letih na potovanje okrog sveta ali pa bi se lahko preselil na kakšno eksotično destinacijo. Ne vem, da se, mislim, po moje je kar neki variant, kako bi porabil ta denar pri 60 letih. To je malo odviškane boli glava, da se malo pohecamo. Ampak dejansko tukaj popanta ta 25 evrov, ki jih danes ti v bistvu zafučkaš za marsikaj lahko, ne? Pa se mi zdi, da če daš 25 evrov v nek ETF vsak mesec, mislim, da lahko veliko več s tem denarjem ustvariš, kot pa tistih 25, ki jih zafučkaš tako, kot ti rekel. Sem jaz rekel, da je oportunitetni strošek, da se odrečeš 25 evrov vsak mesec, tako brezvezen, glede na tvojo kvaliteto življenja, v tem smislu, pa si pa nam mogo nič privoščiti, da ne vem, pritoževanje bolj nek sindrom, da tega ne želiš, ker se ti ne da, ali pa slen, ali pa ne vem, pač se zdi med, ne vem. Ok, zdaj spet tukaj, kot si lepo povedal, ljudje se kregajo zgodovino. 9% donos, to je spet neka iluzija, tukaj spet pravijo, povprečni investitor ima 3,6% realni donos. Zelo natančna številka. A so to v kakšnem seminarju, od koga videli? Tako da so to samo sanje, mogoče oblažiš inflacijo, to je pa vse, kar je.
Veš, kaj sem videl zadnje čase, to mi je bilo ful fascinantno. Nekdo je tržil nek seminar, pa je napisal, poprečni investitor na Wall Streetu v zadnjih 12 mesecih ustvaril, ne vem, tako nekako je bilo, neki brez veze, 3, ne vem koliko odstotni donos. Z našimi namigi boste naredili, ne, naš portfelj, ne, z našimi namigi je pa ustvaril, ne vem, da sem pa zmislil 10, ne. A če si utaknil tam unih 5 največjih, je bilo 15%. Tako da, ta povprečen vlagatelj je pač lahko nekdo, ki je bolj konzervativen, je mu na banki, to so kar neke jabolka pa hruške, se kle primerjajo in tržijo in tukaj količina dolarjev, ki preko oglaševanja lobotomira narod, je itak neverjetna in na kakšen način se to počne. Ne? Tako da, to je pač tako. Tukaj ne govorimo o donosu na 1 leto, na 6 mesecev. Če me vprašate zadnjih 12 mesecev, vam jaz lahko za nazaj najdem kar hočete delnic, ki so več kot 100% naredile. Pa se pa spomnim, kako je to povprečen vlagatelj bil ubogi, mi smo pa vsi car, ker smo kao imeli tiste delnice in obratno seveda blok. Tako da Andraž, kaj jaz mislim, ko gledaš te komentarje pod temi izračuni? Jaz mislim, da res, da ljudje nimajo neke izkušnje za investiranjem na borzi in dejansko ne vedo v bistvu, kaj lahko ustvariš na borzi. Mislim, jaz recimo sem dolgoročni investitor, investiram zdaj že po moje 20 let, ne, če ne celo kaj več. Mislim, v tem obdobju se pač res akumulirali kar nekaj v bistvu teh prihrankov, tudi po zaslugi pač tega sistematičnega, disciplinirane, rednega investiranja plus dodajanja teh začimb. Absolutno. Jaz bi samo eno stvar rekel. Jaz odsvetujem komorkoli, da neke enkratne zneske meče na borzo za manj kot 10 let. Enkratne zneske. Ker to smo videli, kje so donosi. Zdaj, kakšne periodične pa tudi ne bi svetoval. No? Torej, 10 let je fajn to imeti noter, zato se številke izidejo v našo korist. Ne? In bo zelo težko ta številka neko hudo razočaranje. Če imamo normalen produkt, ki nas ne lupijo na drugi strani in računajo 3-4% na leto, se to nav zgodilo. Ne? Dejva še k povprečnemu vlagatelju malit, kam je tako všeč to. Ja, seveda, če v povprečju 90% drži denar na banki, je 0% donos, 10% jih pa ustvar 9%, pa mogli 1% povprečju narediti, pa imamo povprečnega vlagatelja, se to je dokaj realnost. No? Tako da pol je to tako, pa bodite povprečni vlagatelj, pa imejte nič, ne vem, kaj ne vam. Ampak pa po drugi strani, pa rečeš, investiraj v ETF, povprečju boš mogoče naredil, ne vem, 9, 10, 11% donosnost na nek dolgi rok, pa spet ne v redu, samo. Ja, pa jaz hočem več. Do drugega ekstrema, mogoče mlajše generacije, ki so rasle s kriptom, so pač vajene narediti toliko na dan, ali pa na mesec. To je pa pač drug ekstrem. Ampak tukaj se delijo ljudje, to so pač neki kockari v kriptu, to mi smo pa kao, ne vem, malo bolj pametni. Jaz mislim, da sta to 2 ekstrema, ki noben ni hudo sistematično vselo to investiranje. Ampak oboji eni malo na srečo igrajo, drugi pa na nesrečo drugih, da se malo pohecajo. Andraž, ampak ta komentar recimo od Staša je pa zelo na mestu, ker to ljudje, kljub temu, da jim pojasniš, še vedno potem ne razumejo. Mi lahko nekdo razloži, kako lahko pri investiciji 25 € mesečno pri 9% letni obrestni meri v 40 letih navrže 150 tisočakov. Ne, zdi se mi, da ljudje ne razumejo, kako se donos lepi na donos. A se da to še kako bolj plastično povedati, predstaviti? Plastično je to tako, da narediš tabelo za celih 40 let po mesecih, mu jo pošleš na e-mail, pa ne zja tiste cifre, ne vem, ko ne rečem drugače. Pa ne gleda kepo. Tako se lepi gor, gleda. Ampak da, samo sekundo, Andraž, ampak zdaj, če pa pogledava, se nimaš ti kontinuirano 9% donosnost vsako leto. So vzponi in padci, a ne? Ampak v povprečju je pa potem 9 pod črto. Se pravi, eno leto imaš lahko, ne vem, 15%, drugo leto imaš lahko minus, ne vem, 5%, a ne, ni to tako, da je vsak let 9%.
To se mi zdi, da tudi včasih je treba jasno povedati. Seveda ne. Ta povprečje je sestavljen iz pač spet neke porazdelitve donosov, ki sega, ne vem, zdaj sem izmislil od donosov, ki so minus, pa donosov, ki so plus. Ampak, ko gre minus, gre, ne vem, minus 20, pa gre plus 30, pa gre, ampak manj je minusov, v tem je point, zato je to dolgoročno pozitivno. Pač minus donosov je frekvenca, število opazovanj, ki so minus na leto, jih je manj kot plusov na leto in na koncu ti to sešteje, da je plusov več kot minusov in te to potegne gor do teh nekih številk, ala 90, mogoče 11, mogoče 12%, če smo srečnih, ne vem, 10 let, mogoče 20, tako kot zdaj, ker smo srečnih veličastnih 7, ne, recimo. Ne. Lej, zdaj, ta komentar, veš, da bom res ga kar izpostavila, ker jaz jih veliko dobim takih na vseh možnih platformah od anonimnežev in se že naprej upravičujem za vulgarnost, ampak to je realnost pač v teh komentarjih. Pička neumna, tudi množit ne zna, da o zavaju ne govorim mrš. Mislim, ja, to so pač neki komentarji, ki nimajo neke dodane vrednosti, ampak ja, ljudje to pišejo, dejansko si čas vzameš, da pogledaš, ali pa tudi pogledaš, ne, pač, da napišeš, si pa čas vzameš. No, ampak ta drugi del, recimo te izjave tega komentarja, ima nek added value, če lahko temu tako rečem, zavajanje. A je obrestni račun zavajajoč? Tako kot je recimo, zdaj, ko govoriš o inflaciji, zdaj vsi izpostavljajo tukaj inflacijo, čuden, presenečeno sem, da že ne govori nekdo ali pa ne omenja nekdo, da je inflacija nateg, da je tudi inflacija zavajanje, se pravi, dajva še malo o tem, kaj povedati o zavajanju s temi izračuni. A matematiki in statistiki zavajajo? Zavajajo to, kot so predpostavke, ki jih ti uporabiš pri nekem orodju, dajmo reči, razumne. Ne vem, zdaj tako. Če bi mi uporabljali tukaj donosnost 30%, nimamo nobenih statističnih podatkov, da podpremo to trditev. Dobesedno nobenih, govorim dolgoročnih, torej 10% donosov ni bilo 30% na let na borzi. Pika, ne? So bila letna, kakšen let je bil, dobro, če bi bil kakšen PR-ovc v letu zdaj pa rekel skozi bo tako. Tudi tako se je zavajal v časih, ko so oglaševali pretekle donosnosti, pa kao namigovali, da bo prihodnost enaka. Ne? To je zavajanje. In zaradi tega je tudi TTVP prepovedala tak tip oglaševanja, ker so si zmišljevali od obdobja A do B, bilo pa toka. Ne? Torej, to je zavajanje. Če pa v bistvu mi neke statistično značilne podatke uporabljamo z nekim orodjem, ki je splošno sprejemljivo za prevajanje zneskov iz sedanje vrednosti v prihodno vrednost in to cel svet počne, po mojem mnenju ni zavajanje v tem primeru, če pač ko rekel, z nekimi povprečji operiramo ali pa smo celo bolj konzervativni, mogoče tukaj se je videl, kot pa recimo so bili dejansko realizirani rezultati. Zdaj, ni pa to popoln model, ni to digitalen dvojček kapitalskega trga v tem smislu, da ne moramo mi napovedati donose za vsako leto naslednjih 40 let naprej. Normalno, da jih ne moramo napovedati. Ne? Lahko ravno zato tega se s povprečji igramo. Mi neke rezervacije za prihodne donose predpostavimo. Po drugi strani se pa kle opiramo na to, da pač država recimo nam plača netvegano obrestno mero in mora biti neka premija za tveganje na borzi, zato da se dolgoročno trg, ko bo rekel, na nek način ohrani pri življenju, sploh da funkcionira, da prenaša neko višjo donosnost. Recimo tudi ta naslednji komentar se mi zdi ful zanimiv. 40 let za 150 tisočakov, ne hvala, če bi bilo 500 tisočakov, pol pa mogoče razmislu. No, da izračunaj, no. Ker tukaj govoriva mi o 25 evrih, zdaj, če bi pa ti hotel priti do $500,000, koliko bi mogel noter vršiti? Sam sekunda, govorimo o mesečnih zneskih, ali kaj. Ja, tam nek znesek blizu 90 evrov bi po moje bil, no. Čak sem manj, lahko provam. Čak se, jaz imam to tabelo, bom spet vzela svoj telefon in bom pogledala v to tabelo, pa me pa lahko spet nekam pošljete. Se pravi, rekla sva 75 evrov per 9,3% prideš na 480 tisočakov. Se pravi, moraš pojačati za 50 evrov na 75,
če bi pa dal recimo 100 evrov noter na borzi in kontinuirano investiral, pa povečeval ustrezno vsako leto za 3%, bi pa ob 9,3% povprečni donosnosti ustvaril 640 tisočakov. Kdaj bi prišel do 1. milijona? Andraž, še to povejmo. 1. milijona bi prišel, če bi investiral 175 evrov mesečno pri povprečni 9,3% donosnosti oziroma 9% donosnosti pa bi že prišel do tega milijončka. 175 evrov povečuješ z 3% vsako leto, se pravi inflacija, 40 let in tako prideš do tega milijona. Zdaj pa ne vem. No, jaz sem prišel do zneska 84 evrov, tako da... Za 500 da prideš do milijona, do 500. Ne, za 500 evrov, za 500 evrov. Tistke. Do milijona je pa bolj ali manj sorazmerna zgodba, je pa dobrih, je pa 180 evrov približno. No, vidiš, evo. Se lahko te tam tudi noter, pa tudi hiter. 180 evrov nas pripelje do malo več, 1.068.000 evrov, torej malo manj, dajmo reči 100. Če bi mi prej povedala, bo se ziteriral. No. Pa se zdaj tu, ko s tabo berem te komentarje, nisem jih jaz zdaj tako detaljno pogledala, sem videla, da pač je zelo veliko govora o inflaciji. Pri 9% donosnosti 1.009.281, no. Ne bomo cente ali pa evre še. A si predstavljate, pa ne bo to mogoče izziv za vse, ki nas poslušajo, da ti investiraš vsak mesec 25 evrov 40 let, dober pa, koliko bomo pol mi že stari, pa bomo mi že ful stari, mogoče bomo že z eno nogo v grobu. No, gremo na 10 ali pa 20 let se hecati. Evo, a pa čez 20 let, a pa čez 10 let, pa nam pošljete potem komentar, kaj se je zgodilo s tem. Ker vsi tisti, ki so z mano sodelovali, a pa pač, ki sem jim svetovala recimo pred 15 leti, da pač začnejo malo bolj aktivno investirati, po moje so danes zadovoljni. No? Tako da, probajte, 25 evrov mesečno. To se da narediti tako, da skleneš varčevalni načrt preko Trade Republica, Interactive Broker, so mogoče te reoccurring vplačila, tako da si tudi avtomatizirajte in bo življenje precej lažje. 25 evrov pa sploh navte čutali. Sam prosim, ne me iti v neki investicijski sklad, ki ima 3% upravljalsko provizijo in čez 10 let jokati, zakaj imate vi 5, trg je bil pa 9, sam toliko. Ja, to se dogaja, ali pa 6, ali pa, in tukaj vidimo, tukaj tudi, kako so ogromne razlike na dolgi rok. O tem mogoče nisem niti toliko govorila, ampak to so faktori. Kaj pa, če mi pa narediva tako, da ti zdaj šeraš ta zavihak oziroma ta slajd, pa pogledamo še to, kakšne so razlike med različnimi časovnimi obdobji, se pravi 10, 20, 30 let. No, torej recimo, to je ta famozna tabela, iz katere sem črpala podatke, pa sem je pač kregal. To je ta stolpac sem vzela. Tako, in 25 evrov, 9%, 148 tisoč, pa znesek 3% vsako leto. Tako da, ja, tako da mogoče gremo lahko na brzino še na 20 let, Tukaj so zneske, smo pa pol mogli malo povečati, da se je kaj poznali. Torej, na 9%, če hočete pridati, bliže 100.000 evrov, vidite, zneski se pri 100 evrih začnejo. Zdaj, če bi hotel 25 evrov, če vas to zanima, vam lahko povem. No. Za 20-letno obdobje je to, a ne? Ja, nismo rekli, da bomo tudi krajše obdobje. Ja, se pravi, rekla sva, dajva pogledati najprej za 100 evrov na 40 let. Dajva iti pogledati 100 evrov na 40 let. Torej, pri 9% 100 evrov na 40 let je skoraj 600.000 evrov. Ne? Pa gremo kaj zdaj, na 30 let ali na 20? Na 20. No, recimo, po skrajšem obdobje na 100 evrov je 80.000 evrov nastane, če mesečno 100 evrov, jih povečujemo 3%, torej 3 evre dodajamo
na nek način ob 9%. Tako da tukaj... Mislim, da imaš še za 10 let. Res je, tudi za 10 let imamo takole, evo. Tukaj pa v bistvu 100 evri na 10 let pri 9% pridemo na nekih dobrih 20,000. Torej, če bi hotel recimo 100,000, je tam nekih 500 evrov, ta prava številka. Recimo. No, evo, dobro, to smo zdaj pač, to je matematika, to je pač izhaja iz nekih zgodovinskih podatkov, dejstev, obrestni račun, to se ni Andraž spomnil te kalkulacije, to že obstaja ne vem koliko časa, a ne Andraž, pa še celo Einstein je rekel, še enkrat, da vas spomnim, tiska to razume, služi, tiska ne bo pa plačeval. Plačujemo pa takrat, ko vzamemo kredite na banki in banki plačujemo te obresti, a ne? Ker tudi ta efektivna obrestna mera, ki v bistvu pokaže, koliko nas kredit stane, je lahko kar precej visok, ne? Tudi po 10-15%, a ne? Na letni ravni. A lahko mogoče samo na hitrco še eno stvar, ki sva rekla, da bova omenila glede stroškov, pa je bil tukaj še en zelo dober komentar. Investiral sem pri Generaliju 100 evrov za obdobje 15 let, izplačilo je bilo 18,000, nobenih obresti, samo prazni izgovori, torej niti inflacije ni pokrilo. Zdaj spet ne vem, v kakšen produkt se je tukaj neko naložbeno življenjsko zavarovanje, ne vem, kaj je bilo na naložbeni strani. Težave takih produktov so bili stroški, ne? Dejansko. Vedno so bili, sploh naložbene police so bile notorične za te stroške, ki so bili res grozni. Tudi prvih par let v časah vlagateljeva sredstva sploh niso prišla do teh naložb, ne? To je tudi zelo pomembno razumeti, kaj se sploh dogaja s tem denarjem. Zelo pomembna je transparentnost, da razumete, kaj se s tem denarjem de facto dogaja. Torej, tudi če kupite vzajemen sklad, saj veste, da načeloma ste dali denar v sklad in sklad ima naložben, je to. Če imate pa neke vezane, strukturirane produkte, je pa vmes še nekdo, ki si bo spet nekaj odrezal, preden bo to prišlo do nekega sklada in potem bo še neke zavarovalne police pisal, pa še tam neke premije obračunaval. V glavnem, tam pa zelo redki potem dejansko razumejo, ker je tudi zelo redko to razkrito, prav vsak let cela kalkulacija, ampak se šele pol, kaj neki se nabrali, razkriva, recimo, koliko je na naložbenem računu, recimo, ali pa koliko je, ne vem, ta poštena vrednost police, ali ko se že temu reče, ali odkupna. Ne. Ok, v redu, Andraž, zdaj na hitrco sva obdelala ta obrestni račun, pokazali smo tabele, šli smo čez komentarje, načeloma se komentarje navezujejo pač na to, da se jim zdi neverjetno, da bi lahko na 9% ustvaril na nek dolgi rok. Zdaj zgodovina kaže, da je bilo celo več kot 9%, če skrajšamo to obdobje na 40 let, si rekel, da je bilo 11, skoraj 12%, ne? To potem smo rekli, inflacija je tista, ki je pomembna in zelo pomembno vpliva na končni izkupiček, zato v bistvu smo te zneske, ki smo jih upoštevali pri izračunu, seveda tudi smo dodali inflacijo. Lahko pa, če jo ne bi pa pač bili malo drugačni računi, se pravi, lahko bi rekli, da ni 9,3%, ampak je bila 7% donosnost, a ne? Jaz mislim, da je mogoče meni bolj všeč ideja, da indeksira znesek, ne da imaš skozi istega, a ne, čez obdobje, ker to pomeni, da zmer manj investiraš v resnici, realno, a ne? Ja. To, pa kaj sva še rekla, pomembno je, da začnemo čim prej, da ta učinek obrestnega računa do popolnosti izkoristimo, se pravi, da prej začnemo valiti kepo, večja bo ta kepa potem tudi na koncu našega varčevalnega obdobja, a ne? Ja, ene stvari nisem mogoče to poudarila, da tukaj so možne tudi kombinacije z fiksnimi zneski in mesečnim vlaganjem. To bova pa povedala v naši posebni rubriki Money How Friends. Zdaj bova pač mogla zaključiti, ker sva že eno uro debatirava o tem, tako da bi povabila vse, ki nas spremljate, da se nam pridružite tudi v Money How Friends, kjer imamo kakšne take zanimive, krajše pogovore s kakšnimi primeri, portfelji, predlogi, naložbenimi in tako dalje. Tako da zaenkrat, Andraž, hvala ti. Mi se še seveda vidimo potem na bootcampu marca, pa potem aprila, pa potem tudi na
dogodku MoneyHow Live investicijski šov, tako da vabljeni, vse informacije so pa tudi v opisu epizode. Andraž, hvala. Ja, hvala vsem za poslušanje in lepo se majte. Ja, hvala, da ste bili z nami, poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav.